Pozdravljeni. Letošnjega poletnega premora je konec, vrača se svetovno prvenstvo Formule 1 in kot običajno si bomo v uvodnem prispevku k veliki nagradi Nizozemske pogledali vse tiste značilnosti in zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Tudi današnji uvodni prispevek, kot mnogi drugi, bo sestavljen iz treh dobro znanih delov. V prvem se bomo ustavili pri zanimivi dirki iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Zandvoortu in v tretjem, zadnjem, bomo še nekaj minut porabili za vremensko napoved. In ko sem razmišljal ter izbiral pravo veliko nagrado za tokratni uvodni prispevek velike nagrade Nizozemske, sem se enostavno spomnil, kaj sem napravil pri uvodnem prispevku velike nagrade Belgije pred poletnim premorom. Govorili smo o sezoni 1963 in o legendarni zmagi Jima Clarka. In nekako mi je prešinilo, zakaj ne bi tudi sedaj pogledali, kaj se je zgodilo istega leta, ampak namesto v Belgiji, na progi Zandvoort na Nizozemskem. In kot zanimivost, takrat je bila dirka 23. junija, ampak bila je tretja na koledarju od 10, ki so jih takrat imeli v svetovnem prvenstvu. Če vidimo, da je od tistih davnih časov do danes se spremenilo marsikaj, kar se tiče zmagovalca v že prej omenjeni sezoni 63, velikih sprememb ni bilo. Zmagal je zopet Jim Clark. In to bi marsikomu sedaj se zdelo rahlo dolgočasno. Ampak prav na Nizozemskem ima Jim Clark rekord, ki je še danes aktualen. Namreč je voznik z največ zmagami, ima jih 4 na računu, za njim Max Verstappen s 3. In če smo v Belgiji govorili o tem, kako je Jim Clark zmagal dirko iz ozadja s svojim Lotusom 25, na Nizozemskem je bila zgodba čisto drugačna. Leta 1963 je Jim Clark dosegel prvo od svojih 4 zmag na tej legendarni progi. Čeprav v drugačni konfiguraciji, je bil krog približno tako dolg kot v današnji. Namreč takrat je proga merila 4193 metrov. In velika nagrada je trajala 80 krogov, torej skupno približno 335 km, kar je podobno tisti razdalji, ki jo bomo videli danes. Ampak Jim Clark je tu dosegel enega izmed svojih Grand Chelemov oziroma Grand Slamov. Bil je najhitrejši na kvalifikacijah, vodil je dirko od začetka do konca, dosegel najhitrejši krog in na koncu seveda zmagal. In če smo govorili o tem, da je Jim Clark imetnik rekorda po zmagah na Nizozemskem, je treba povedati, da še danes je tisti voznik, ki ima največ Grand Slamov oziroma Grand Chelemov. A to ni še tako zanimivo. Namreč Jim Clark že na kvalifikacijah je pokazal, da je bil izjemno hiter. Namreč imel je prednost celih 6 desetink pred Grahamom Hillom na drugem mestu in Bruceom McLarenom v Cooperju, ki je bil na 3. in je zaostajal že za 7 desetink. Ampak na koncu dirke je bil Clark edini, ki je prevozil 80 krogov, vsi ostali 79 ali manj. Dobro ste razumeli, tokrat na Nizozemskem je Clark prehitel vse najmanj za 1 krog.
In to nam zopet pove, kako v časih so bili nekateri vozniki dominantni in da tisto, kar smo gledali naprimer v sezoni 2023, sploh ni bilo nič kaj takega. Mi, navdušenci, smo lahko pozabili ali pa sploh nismo vedeli, kaj se je dogajalo pred 60 leti. Ampak tu lahko vidimo lep primer, da pravzaprav v Formuli 1 ni nič dorečenega, ni nič zacementiranega in nekako predvidljivega, zmeraj se lahko prikrade nekaj vmes. In če smo govorili o takratni progi v Zandvoortu, je lepo, da si pogledamo, kakšna izgleda danes. Krog sicer meri 4259 metrov in velika nagrada seveda šteje 71 krogov. In kot vidite na tej skici, imamo dve območji DRS-a in kar nekaj znamenitih ovinkov, ki imajo svoja lastna imena. Mnogokrat boste ugotovili, da sam uporabljam imena ovinkov, kajti če se tako kličejo, se mi zdi brez veze jih imenovati prvi, drugi, tretji, če vemo, kako jim je ime. In tu na progi v Zandvoortu morate poznati ovinek Tarzan, ki je oni prvi, najmanj še ovinek Hugenholtz, ki je tisti tretji, in oni posvečen Ariju Leyendijku, ki je zadnji na celotni progi. Hugenholtz in Leyendijk sta dva ovinka z izjemno visokim naklonom. V primeru prvega govorimo o 19 stopinjah, v primeru drugega o 18 stopinjah. Naprimer, znameniti oval v Indianapolisu ima naklon 9,2 stopinje. Tako za primerjavo na Nizozemskem je kot približno dvakrat tisto, kar vidimo na znamenitem ovalu. In torej lahko tu nekako spoznamo, da glavna točka, kjer bo prišlo do prehitevanj, je seveda tisti štartno-ciljni ravnini na izhodu iz ovinka Leyendijk prav tja v prvi zavoj Tarzan, ki je znamenit ne samo po imenu, temveč tudi po tem, da pravzaprav ni neke idealne linije. Tu vozniki lahko interpretirajo ovinek nekoliko drugače in so še zmeraj hitrejši od svojega nasprotnika. Zato bodite pozorni. Imamo še nekaj drugih imen, katere si velja zapomniti, naprimer Škajflak in Masters, ki pa sta ovinka z ogromno zgodovine, ampak kot značilnost proge ne prideta toliko do izraza. Pneumatike tu so pod visokim stresom, zato Pirelli je pripeljal mešanice C1, C2 in C3. In če se sedaj ozremo na tisto znamenito tabelo, bomo videli, da mehanični oprijem, kar se tiče abrazivnosti in kar se tiče zviranja, je proga nekje v povprečju onega, kar lahko pričakujemo na svetovnem prvenstvu Formule 1. Kar se tiče pospeševanja, seveda same evolucije bočnih sil in aerodinamičnega oprijema, je vrednost na grafu 4, torej nadpovprečna. Ampak razumljivo je, da stres na pneumatike je seveda vrednost, ki dosega 5. In ker smo govorili o kotih na sami progi, je prav, da si v tem trenutku pogledamo tudi nastavitve, ki jih predpisuje Pirelli. In tu bomo ugotovili marsikaj zanimivega. Previsni kot na prednji osi -3 stopinje, na zadnji stopinja cela 75. V preteklosti, govorimo za sezoni 23 in 22, bomo lahko takoj opazili, da na zadnji osi se je letos znižal previsni kot za 1/4 stopinje. A bolj zanimiva je zgodba okrog minimalnega predpisanega tlaka.
Na prednjem paru koles je ta definiran na 25 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa na 22 funtov in pol na kvadratni palec. Če te vrednosti primerjamo v sezonu 23 in 22, bomo takoj ugotovili, da se je tlak v bistvu dvignil. V lanski sezoni na prednjem paru koles 24 funtov na kvadratni palec, na zadnjem 21 funtov, v sezoni 2022 pa 23 funtov in pol na kvadratni palec, na zadnji osi 21 funtov in pol na kvadratni palec. Torej vidimo lahko, da s tem dvigom tlaka v bistvu pri Pirelliju želijo preprečiti pregrevanje samih pnevmatik, predvsem na tistih dveh izjemno karakterističnih ovinkih z naklonom. Ampak razumljivo je, da imamo v tem primeru progo, ki je izjemno zahtevna. Zato bo pomembno imeti delovno temperaturo pnevmatik, kajti trša, kot je mešanica, več energije se mora vložiti in višjo temperaturo doseči, zato bo tudi vremenska napoved bistvena. Ampak, kot bomo videli, je napoved rahlo manj ugodna od tistega, kar bi si lahko navdušenci mislili ali pa nekateri celo želeli. V petek bo delno oblačno z manjšo možnostjo padavin, ampak temperatura med 16 in 18 stopinjami Celzija. Ampak pozor, dvignil se bo veter. In po napovedih bo ta pihal s hitrostjo med 40 in 78 km/h in preveril sem pri dveh napovedih. Nato sledi sobota, kjer bo možnost padavin najvišja v celotnem vikendu, kot vidimo na priloženi skici. Temperature med 17 in 20 stopinj Celzija, ampak v nedeljo, ko bo velika nagrada, bo zopet oblačno, možnost padavine sicer v jutranjem terminu, ne v času dirke, in temperature med 19 in 20 stopinj Celzija. Torej, lahko vidimo, da po poletnem premoru nas čaka izjemno pester dirkaški vikend. A pred zaključkom še obvestilo. Podobno kot na veliki nagradi Belgije, tudi tokrat po poletnem premoru je prišlo do manjše zagate. Namreč istočasno, kot bo dirka svetovnega prvenstva Formule 1, komentiram sam vztrajnostno dirko iz francoskega Manicura. In zato bo komentar zopet klasičen, objavljen v ponedeljek in se bomo v živo videli samo v tistem rednem javljanju pred začetkom same dirke, torej uro pred štartom. Seveda objavil bom tudi prav posebno sličico glede tega, ampak tako, da veste. Vseeno, prišli smo do konca tudi tega uvodnega prispevka pred veliko nagrado Nizozemske. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.